Ja, jaz sem že tolikokrat rekel, da pravzaprav je zelo malo za narediti, ko se začne ples kroglic. Skupina, ki je predvsem zanimiva zaradi prvih sosedov, zaradi Slovakov in Rusi, s katerimi je Slovenija že igrala v kvalifikacijah. Je pa po drugi strani tudi dejstvo, da smo tudi od zadaj dobili nasprotniki, ki so bili najboljše rangirani v svoji skupini, ampak grupa kot grupa, lahko je bilo boljše, lahko je bilo slabše, če mi ne bomo na nivoju, ki je seveda primeren za takšno tekmovanje, potem ti tudi takšen ali drugačen nasprotnik ne pomaga. Ne, mislim, spremljal sem seveda zdaj tako z enim očesom, ker na koncu koncev, če nisi v živo, tam je potem vse skupaj popolnoma drugače. Ampak tu nekih idealnih ali pa najslabše možnih skupin enostavno ni, ker na koncu koncev vsi so to močni nasprotniki, vsi nasprotniki, ki imajo cilj seveda se uvrstiti dalje. Jasno je, da Slovenija favorit v tej skupini ni. Imamo drugega svetovnega prvenstva, imamo Slovake, Ruse, ki se uvrščajo na velika tekmovanja in pa seveda mi iz četrtega bobna, ob tem, da tudi Cipar in Malta sta nasprotnika vredna spoštovanja, ampak jaz pravim, razmišljamo v naši reprezentanci, razmišljamo o tem, kako bi mi izgledali najboljše možno. In bomo videli, kaj se bo do takrat zgodilo. Seveda je tudi sam format tekmovanja izredno zanimiv. 3 tekme takoj v prvem terminu, 3 kvalifikacijske tekme v enem tednu, tudi to je novost in tudi na to se bo potrebno izredno dobro pripraviti. Pa ne, jaz še enkrat poudarjam, tu ni boljšega ali pa slabšega. To je pač, da dobiš nasprotnika najprej iz 3 skupin, ki sta višje od tebe, potem, kot sem že dejal, vse so to bili naši nasprotniki, ki so bili nekje visoko v svojih bobnih, je pa seveda sigurno draž zdaj vsega tega. Hrvaška, jaz imam že zdaj kar nekaj klicev vaših oziroma novinarskih kolegov z Hrvaške. Ja, zelo izzivalna skupina, je pa po drugi strani tudi res tekmovalna skupina, ampak saj pravim, Slovenija nikakor ni favorit v tej skupini, ampak Slovenija bo naredila vse, da se bo najprej dobro pripravila, da bo poskušala izkoristiti vse možnosti, ki jih ima v igralskem kadru, kajti to je vseeno, to so kvalifikacije za svetovno prvenstvo in na valovih nekega optimizma, zmernega optimizma iz Lige narodov, ampak z jasnim vedenjem, da moramo biti seveda pa zdaj na mnogo višjem nivoju, bodo hitro že prve 3 tekme v marcu pokazale, kakšna je Slovenija. Do takrat pa razmišljamo o nasprotnikih, pustimo medijske špekulacije in pa vse, kar je povezano na eni strani z Rusijo, Slovenijo, s Hrvaško, Slovenijo, Slovaško. Tako da zanimiva, sigurno zanimiva skupina, še enkrat, pa bi se izognil temu vprašanju, ali bi lahko bilo boljše, ali bi lahko bilo slabše. Je tako, kot je, to treba sprejeti kot dejstvo in se na to najboljše pripraviti.